Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Šarec pada, Damir Črnčec pa še kar napada. Afera telefonski klic Braneta Kralja, Šarčevega generalnega sekretarja, ki jo je razkril Bojan Požar, naj bi prinesla padec popularnosti Šarca, vlade in LMŠ. Namesto, da bi krivdo iskal pri sebi in svojih najtesnejših sodelavcih, je Šarec očitno ukazal svoji desni roki Črnčecu, naj obračuna s Požarjem, namesto, da bi od njega zahteval, da pojasni svoj konflikt interesov v aferi Westinghouse. Kot vse kaže, Črnčec pri tem ne izbira sredstev in angažira obsojene tajkune ter propadle novinarje, ki jim grozi 5 let zapora zaradi izsiljevanja in sprejemanja podkupnine. Ja, to so ti novi vzorci, to je naša oblast. Vi pa gledate 13. oddajo 3. sezone Faktor na TV3, Resnica boli, komentarji še bolj in Smrt sovražnemu govoru, Svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali po Kurzu Kurz. V Avstriji bodo v nedeljo predčasne volitve, ki jih je prinesla afera Strache. Se obeta sprememba oblasti in kaj to pomeni za Slovenijo? Video posnetek z Mondene Ibice je odnesel avstrijskega podkanclerja, spodkopal svobodnjake in povzročil predčasne volitve pri naših sosedih. Vse o tem nam bosta povedala naša stalna komentatorja, magister Bernard Brščič in Božidar Novak. Toplo pozdravljena. Dober večer. Bernard, Božo, predlagam, da si za začetek pogledamo en video, kaj se je pravzaprav zgodilo maja letos v Avstriji. Poglejmo. Avstrijo čakajo predčasne parlamentarne volitve. Do tega je prišlo zaradi vpletenosti predsednika svobodnjaške stranke in podkanclerja Heinz-Christiana Stracheja. Nemška medija Süddeutsche Zeitung in Spiegel sta objavila video posnetek, iz katerega je razvidno, da je Strache neki bogatašini v zameno za pomoč pri pridobivanju politične podpore ponujal posle z vlado. Dovolj je korupcijsko afero, v katero se je zapletel zdaj že nekdanji predsednik svobodnjaške stranke Heinz-Christian Strache, komentiral kancler Sebastian Kurz. Mein Ziel ist ein ganz einfaches. Ich möchte gerne für unser wunderschönes Land arbeiten. Und zwar mit meinem politischen Zugang, mit meinem Kurs und auch mit der Unterstützung der Mehrheit der Bevölkerung. Aber ganz ohne Einzelfälle, Zwischenfälle und sonstige Skandale. Zaupanje volivcev do vlade je porušeno, pa je dejal zvezni predsednik Alexander Van der Bellen. Wir brauchen in diesem Sinne einen Neuaufbau des Vertrauens. Dieser Neuaufbau geht in diesem Fall nur mit Neuwahlen. Evo, zdaj smo videli, kaj se je zgodilo. Bernard, si ti mislil, da se lahko v eni Avstriji kaj takega zgodi? Globoka država deluje povsod. Jaz mislim, da je to konstrukt obveščevalnih služb. Gospod Heinz-Christian Strache je bil toliko naiven, da se je pustil spustiti v tako afero, ki bi prej jo pripisal Sloveniji, kot pa neki resni državi Avstriji. Tudi lahkotnost, kako je operiral številkami, naivnost, s tem, kako ni preveril, s kom ima opravka, ampak ne glede na to, kaže moralno skorumpiranost Heinza-Christiana Stracheja in konec njegove politične kariere. Treba pa se je vprašati, zakaj so te posnetki prišli 2 leti potem, ko so nastali, kakšno je bilo izseljevanje gospoda Stracheja v obdobju 2017 do maja 2019 in pa cui bono en teden pred evropskimi volitvami. Če pogledaš rezultate avstrijskih svobodnjakov, katerih 14 let je bil predsednik Heinz-Christian Strache, boš ugotovil, da so zaradi te afere takoj 26. maja verjetno izgubili 10 odstotnih točk, se pravi namesto 25%, kot so računali, samo 17%. In vprašanje je, koliko jim bo naslednjo nedeljo, ko so volitve, uspelo nadoknaditi. Jaz mislim, da gre za afero, ki ni produkt tujih obveščevalnih služb, ampak je nastala znotraj Avstrije in da so lepljivi prsti oziroma prstni odtisi kažejo ravno na tega
osladnega Kurza, da se je želel znebiti zelo napornega koalicijskega partnerja in rezultat je bil takojšen. Österreichische Volkspartei je na primer 26.5. dosegla zelo dober rezultat, 31%. Trenutno ankete kažejo, da lahko sežejo še za kakšno odstotno točko višje. Upam, da se to ne bo zgodilo in da bo novo vodstvo Freiheitliche Partei Österreich Norbert Hofer v bistvu vzel veter iz jader te ostudne vazelinske desnice, članice EPP, kot je ÖVP. Se pravi, če te prav razumem, Bernard, je največ pridobila s tem ljudska stranka kanclerja Kurza, čeprav je pač moral se stopiti z oblasti in bojo predčasne volitve, ne? Res je. Okay. Božo, ti si velik poznavalec Avstrije, tako in drugače tudi avstrijske zgodovine. V bistvu, odkar je Avstrija parlamentarna republika, se pravi po drugi svetovni vojni, nekako nimamo podobnega primera, ne, kot je ta. Ja, imamo tisočletno zgodovino skupno, ne, ampak glej, kaj je tu za... Jaz sem bil v Lipnici te dni pa v Gradcu, ne, in vse drugo kot zmaga Sebastiana Kurza bi bilo veliko presenečenje. In to ni nemogoče, da on z večino zmaga, ne, in ker ljudska stranka, ali ljudska, ali pa v času Bruna Krajskega, ali eni ali drugi so že imeli absolutno večino v parlamentu. Zdaj ti praviš, da je afera zamajala. Ne vem, kaj je zamajala. Ne? Avstrija samo kaže, da je tisočletna država od Karla Velikega dalje prek Habsburžanov do današnje Republike Avstrije. In karkoli se zgodi, se nič ne zgodi. To je stabilna država. Ne? Greš v trgovino ali pa v banko, greš v Maribor, pa v Gradec, pa vidiš, kakva je razlika. Ne? Kakva je razlika? Ja, ker eni ne gremo v banko, v Gradec, pa ne zanima. Kaj naj ti rečem, ne? Vidi se na davč, da je bolj striktno red, ljudje so dosti bolj dovzetni, prijazni. Ne morem reči, da je bančništvo slabo pri nas, ampak drugače, več je prostega teka, več je ljudi po nepotrebnem. Ne? Država je kakorkoli starejša, bolj produktivna je, povsod, no. Čeprav Slovenija, glej, po vseh pokazateljih med prvih 20 držav na svetu, ne, po NDI indeksu, po ne vem, GDP, torej narodnem dohodku na prebivalca, ne, Avstrija je pač med prvih 10. Imamo seveda, glej, tudi v Avstriji en kup Slovencev živi, ne ti, ko se vozijo, tudi Slovencev, mi moramo vedeti, da je Sušnik bil, mislim, da je bil Kurti Sušnik, ne. Ja. Je bil avstrijski kancler, ki ga je Hitler zamenjal, on je bil Slovenc, njegov oče je bil komandant slovenskega polka v Avstro-Ogrski. In mi za to skupno zgodovino v bistvu lahko točno vidimo za to mejo, ki se nam je zgodila leta 18, kako je šel slovenski narod v dve poti, ne? In v striktno državo, ki je urejena na severni strani meje, in to, ki ima zgodovino v kardeljanstvu, ki pač več ljudi o vsem odloča in je seveda smo manj produktivni. Ampak zdaj, ko praviš, da Avstrija je urejena država, kje se vidi ta urejenost? A urejenost nastopi po tem, kako so inštitucije odreagirale na to afero, ali je urejenost, ali je tudi afera posledica te urejenosti, ne? Če se malo pohecamo. Ker Strahe, kot je rekel Bernard, je bil 14 let predsednik svobodnjakov. Se pravi, to ni človek, ki bi bil od včeraj v politiki. Ne? Bil je pač podkancler. Vedel je, da vodi stranko v koaliciji z ljudsko stranko, ne, ki je pač problematična. Ampak ne smemo pa tudi pozabiti, da se je afera zgodila, kot je tudi že omenil Bernard, 2 leti prej že, ne, in je zdaj prišla na dan. Skratka, a je to po vajinem mnenju nek dokaz, da ta, recimo, srbska čaršiška politika tudi na Dunaju, ne, ima svojo domovinsko pravico? Ja, seveda, ampak glej, jaz bi tako vrnil. Gre za parlamentarni tip demokracije. Ne? Če bi se to Trumpu zgodilo, ker je predsedniški, ali pa Putinu, ne? Se ne bi nič zgodilo. To bi neke tuje televizije kazale, ampak posledic ne bi bilo ne političnih, ne parlamentarnih. Ja, pa je to prav, da jih ne bi bilo, Božo? Ja, odvisno, ne, glej, prav ali ne, za Američane bi bilo prav tako, kot Trump pravi, za Ruse to, kar Putin, ne, za Avstrijce je pa prav, da so volitve, ker bi vsi izgubili, ki bi podprli Straheja, ne, in ga noben ni upal podpreti, so šli na volitve, eni in drugi.
Ker vsi so mislili, da najbolj pa bo Kurz potegnil z tega. Ne? Kurz je pobral ključne točke programa, zaščito avstrijskih meja, na meji. Jaz sicer nisem čakal, zdaj dvakrat, ko sem šel, ampak... Ti greš čez zeleno mejo, verjetno, ne? Ne, jaz grem prek starega prehoda Šentilj, ampak takrat, ko ne gredo vsi, ne? Ja, razumem. Ker na novem prehodu je bila 2,5 kilometrska kolona kamionov, bogi delavci, ki se z Maribora v grad vozijo vsako jutro. In tako da je pa res, ne, da je Avstrija po vseh teh parametrih urejene države, karkoli se ji zgodi, ne, se ji nič ne zgodi. A veš, ker je v bistvu za svojo tradicijo in učinkovitost in produktivnostjo ti politiki nimajo nekega blaznega vpliva. Sej rezultat je bil ta, da so za začasno predsednico vlade postavili predsednico ustavnega sodišča. Ne? In eno gospo, ki... Zdaj, kaj je meni bolj zanimivo bilo, to zdaj, ko je zadnji teden pred volitvami, kaj se opaža? Ker ostale stranke, vsi se zavedajo, ne? Rečemo, imamo Sebastiana Kurza, mladega, ambicioznega, lepega na plakatih, sicer nima diplome, ampak to nobenega ne moti, najmlajši zunanji minister je bil predsednik vlade v Evropi in potegnil je ljudsko stranko dobesedno iz dreka, ne? Dobesedno jo je saniral. Na drugi strani imaš pa seveda, imaš SDP, socialistično, ne, socialdemokratsko stranko, ki si je za nosilno kandidatko, špicen kandidatko dala eno damo, ki je, bom rekel, v letih, ki je bliže meni, ne, kot letih, poznih zrelih letih, ne, in poskuša z informacijami, ki jih daje v javnost, češ, jaz ženska vem, bom balansirala razne interese v naciji, ne, prebiti Kurčevo tematiko zaščita meja, red, ne. In bomo videli, če bo to uspelo, jaz sicer dvomim. Tudi Neos, ne, nova liberalna stranka, ima žensko, ki je zelo podobna tej. Dobro, to so te, ki piškote pečejo, to vemo od Angelike Mlinar, od Alenke Bratušek. Bernard... Ti, če pa lahko, ti, ne, samo še svobodnjaki, ne, pa imajo nekega mladega Zmaga Jelinčiča, ne, ki je tudi po funkciji neki tak, ne, mislim... In vprašanje res ne vidim nikogar, ki bi lahko resno pariral Kurzu. Ok, ampak če gremo samo še pol koraka nazaj, Bernard, zakaj po tvoje bi kancler Kurz potreboval nekaj, da se znebi svobodnjakov v vladi? Dobro, ok, naporno recimo zavezništvo, ampak vendarle je tu jasno, kdo pije, kdo plača, ne? Se pravi, da ima on... Ne, pa če pogledaš sestavo vlade, kdo je imel ministrstvo za notranje zadeve, gospoda Hikla, za zunanje zadeve, za obrambo. Dejansko je svobodnjakom uspel v dobršni meri trd prevzem oblasti in Kurz je vazelinski desničar. On je član EPP-ja, sorošoid. Res, da je zgodba v uspehu, kar se tiče rezultatov, ker veš, retorika FPÖ je moška, je trda. Če pogledaš Heinza Christiana Stracheja, on je bil moški. Medtem ko za gospoda Kurza pa ne vem, kaj je. Se pravi, izrazito pomanjkanje sekundarnih spolnih znakov. Skratka, politik tipa Macron, tipa Trudeau, skratka, vazelinar prvega reda in adlatus Angele Merkel. On je dejansko leta 2017 pred parlamentarnimi volitvami, ko je grozilo, da bo FPÖ velika zmagovalka, prevzel retoriko protimigrantstva, anti-islamizma, pri čemer je zanimivo. Jaz sem si ogledal njegovo delo kot državnega sekretarja za integracijo in moram reči, da je on Merkelčin purš. Zaradi tega, ker njegovi projekti so islam sodi v Avstrijo. Potem je pa kar naenkrat, ko je ugotovil obrnil ploščo, retoriko in dejansko, če pogledaš zadnji 2 leti, kaj se je v Avstriji dogajalo, da so generatorji sprememb bili FPÖ-jevi ministri in da je
gospod Kurz bil gospod molčeči, ni se želel nikomur zameriti, Ja. ne, in je politik novega kova. To ni tako imenovan conviction politician, to je vazelinar, se pravi, tak kot je recimo Manfred Weber v Evropski ljudski stranki, kot je nova predsednica CDU-ja Kramp-Karrenbauerca, skratka, to so v bistvu levičarji prepakirani v neko kvazi-konzervativno fasado in pri tem dobiva vso podporo Evropske ljudske stranke, da velik pritisk je, da se zaustavi avstrijske svobodnjake, da se jih ustavi na steklenem stropu 25%, kajti bojijo se te osi, recimo, ki bi se izpostavila v Rimu, Dunaju, Budimpešti, kjer bi te populistične, etnocentrične, konzervativno liberalne sile prevzele oblast. Zato je za te multikulti globaliste Sebastian Kurz idealen politik. Vse ti povem morda anekdotičen primer, kako je zvabil Centralno Evropsko univerzo iz Budimpešte na Dunaj, kako se liže z satanom sodobnosti, judovskim milijarderjem Georgeom Sorosom. Okay. Prav, si bomo vzeli zdaj krajši premor. Božo, dobiš besedo po oglasih, tako da ne nam ujeti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem predčasnih volitev v Avstriji. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Bernard Brščič in Božidar Novak. Pogovarjamo pa se o tem, kaj je pripeljalo do predčasnih volitev v sosednji Avstriji in kaj se bo zgodilo po predčasnih volitvah. Božo, zdaj ta afera, ne, ki je odnesla Stracheja in po kateri je tudi kancler Kurz kar hitro pristal na predčasne volitve. Videli smo prej v prvem delu oddaje v prispevku, tudi predsednik Avstrije stopil pred kamere in rekel, da je vlada izgubila zaupanje ljudi in da je treba iti na volitve. Ima malo balkanskega pridiha. Ne. Bomo videli zdaj na fotografiji, namreč ključno vlogo sta odigrale dve dami, ki prihajata iz krajev, s katerimi smo še mi pred par deset leti živeli v bratstvu in jedinstvu. Ne? Namreč dama, punca, ki se je izdajala za nečakinjo ruskega oligarha, so mediji razkrili, je v bistvu študentka agronomije iz Bosne, ki zna veliko tujih jezikov, med njimi tudi rusko, in objavili so, da bi naj naročniki tega medijskega umora Strachija plačevali kar vrtoglavih 7.000 evrov na dan. No, tudi vodja poslanske skupine, bivši vodja poslanske skupine svobodnjakov, ima soprogo iz teh krajev, namreč Tajana Gudenus je iz Hrvaške prebežala z družino v Bosno, ko se je začela vojna, je srbskega rodu, sedaj pa je poročena z bivšim vodjo poslanske skupine svobodnjakov. Kaj praviš, Božo? Ne? Včasih nas je Bora Đorđević imenoval za dunajske tele konjušnike, ampak vidimo, da kar se tiče pa lepšega spola, pa tudi na Dunaju se da daleč priti, če si iz teh balkanskih krajev. Ne? Ja, to moramo tako pogledati. Zgodovina med Avstrijo in med Srbijo ni zgodovina od danes. Obrenoviči, da so se borili proti Turkom, so se naslonili na Avstrijo, Avstro-Ogrsko. In Obrenoviči, ki so bili z atentatom pobiti strani Karađorđevićev, Karađorđevići pa so bili proruski, ne? So pa bili proti avstrijski. In seveda prva svetovna vojna je rezultirala po atentatu, ko je Srb Gavrilo Princip bil prestolonaslednika našega avstrijskega. Ne? Ja. In največji kupci svinjskega mesa so bili vedno Avstrijci in ta embargo je bil vedno embargo na srbsko hrano, ker Dunaj je ogromno mesto, ne? In konzumira ogromno hrane. In ti odnosi so tu balkanski, ne moramo reči Avstrija. Avstrija je, veš, Österreich pomeni
vzhodna dežela. Ne? In zadnjič sem nekje prebral, da smo Avstrijo začeli šele po Prešernu klicati državo, prej smo jo Österreich klicali, dobesedno Österreich. In ti odnosi srbsko-avstrijski so tak, meni se zdi skoraj da večni in ne bojo se nikoli nehali. Tudi v vojni so bili veliko časa, ne? Do prve svetovne vojne. V vojni so bili, pa potem, ti moraš nekaj vedeti, od Anschlussa, ko je Hitler priključil Avstrijo leta 1936, pa je slovenskega kanclerja Sušnika dal v Dachau, kam ga je poslal, saj je pol preživel vojno. Od takrat dalje sta bila Jugoslavija in Nemčija sta mejili. Meja med Nemčijo in Jugoslavijo je bila na Šentilju, ne med Avstrijo in Srbijo, med dvema velikima državama. In dobesedno so se konfrontirali. Seveda, vse Nemci, ko sem bral vire pa v Pohorskem bataljonu in Nemci v drugi svetovni vojni so vso vodenje Balkana prepustili Avstrijcem. In upravo na Južnem Štajerskem in upravo in nadzorstvo nad Bosno, nad Hrvaško, upravo v Srbiji in ostalo. Tako da, veš, to ni nič nenavadnega, da ti moraš vedeti, da v Srbiji, jaz ne vem, koliko živi Srbov na Dunaju, po mojih, vsaj 200 000 živi, tako ali drugače. In ti moraš nekaj vedeti, da ti Srbi so seveda vprašanje, jaz ne vem, če ti Srbi niso ravno tisti, ki volijo Kurca, ker je za red in liberalni red veš, nimajo radi anarhije in to so ljudje, ki so pobegnili iz nekih krajev, kjer nič ni, nekam delati in hočejo zaslužiti in fino živeti. Pa je Kurz v resnici za red? Ja, kak ti bom rekel, bolj kot za red, za neko... Zgleda bolj šminker, jaz nisem tak poznavalc. Ja, če primerjaš ostale, ampak če gledamo to, kar je rekel Bernard, se pravi, vse tri represivne resorje, v bistvu državotvorne, oba represivna in zunanje političnega so vodili pač svobodnjaki, se pravi, se poraja nek vtis, da je Kurz v glavnem šminkiral, Ja, ni šminkiral je seveda, ampak ti moraš vedeti, da je on dobesedno rešil ljudsko stranko. Njihova ljudska stranka bi lahko končala tako kot slovenska z Marjanom Podobnikom. To je v redu, se je pač postal kancler, je dobil nagrado za to, da je rešil. In on je pač balansiral z vsemi temi všečnimi demagoškimi fintami. Jaz sem za zaprtje meja, jaz sem za zaščito evropskega načina življenja. Proti drugemu bloku jedrske elektrarne Krško, recimo. In to je zanimivo, absorbiral je ta zeleni program, ker zeleni sploh niso v parlamentu. In vprašanje, karikature, ključne karikature politične v Avstriji zadnjih 14 dni je, da so zeleni mrtvi. Tako da, glej to, kar si rekel, Srbi, Bosanke, Hrvati, Avstrijci, to je pač vse, kar se da, jaz tako pravim, vse, kar se da prevoziti v enem dnevu z avtom, je domače dvorišče. Kje smo, Bernard, mi Slovenci zdaj v tej zgodbi? Božo prav, Srbi, Hrvati, Bosanci, Avstrijci, nas pa nikjer. Obstaja antagonizem med slovensko skupnostjo in avstrijskimi svobodnjaki, medtem ko recimo Srbi, ki jih je v Avstriji, mislim, da okoli 350 000, so celo številčnejša skupnost kot recimo Turki. Mislim, da je nekako tako, da je 80% še življa avtohtonega nemško oziroma avstrijskega, potem so pa že takoj Srbi, pri čemer tradicionalno FPÖ goji zelo dobre odnose s srbsko skupnostjo, medtem ko slovenska skupnost je pa izrazito levo večinoma usmerjena in tudi deloma zaradi te dolgoletne antagonizma med takratnim deželnim glavarjem Jörgom Hajdarjem, ki je leta 1986, ko je prevzel vodenje FPÖ-ja, oživil stranko. To je velika škoda, mimogrede, zaradi tega, ker mislim, da bi morali biti v slovenskem interesu, v interesu slovenske manjšine, da Avstrija ostane avstrijska in da tudi Vindišerji oziroma Slovenci v Avstriji prispevajo k avstrijskemu načinu življenja, da tudi Avstrijci, s katerimi se jaz pogovarjam, nekaj stikov imam z avstrijskimi svobodnjaki, daleč, da bi zaznaval neko
antagonizem, kot se ga spomnimo pred več kot 3 desetletji Jugoslavijo, Avstrijo. Vsi se čudijo, zakaj Slovenci pravzaprav volijo neke levičarje, socialiste, morda deloma ÖVP Kurza, medtem ko med svobodnjaki pa človek to pogreša, če ravno je ravno svobodnjaška stranka po mojem tista, ki je edina zagotovilo prvič evropskosti Avstrije, zagotovilo tudi avstrijskosti Avstrije, se pravi vse tisto, kar razumemo pod nacionalkonzervativizmom, in sem prepričan, da multikulti agenda, ki jo predstavlja tudi Sebastian Kurz, slovenski manjšini škodi. Ampak Bernarda, niso svobodnjaki ravno največji zagovorniki trde roke do slovenske manjšine, zmanjševanja pravic, ukinjene dvojezičnih napisov in tako naprej? Glej, to je stvar vedno, ko imaš glavnega sovražnika, kar pa je islam, potem ugotoviš, da Slovenci nismo tako napačen narod in ta tradicija, ni samo Kurt Sušnik, so tudi razni Odilo Globočniki, ne tako slavni, Waffen-SS, general, polkovniki, skratka prepletenost, ne nazadnje velika sreča Kranjske pa Štajerske pa Koroške, Vojvodine Kranjske, skratka je bila, da smo pripadali Cislajtaniji. Hrvati so imeli to nesrečo, da so bili v Translajtaniji, se pravi v Ogrski. In jaz moram reči, če se bi odločal med Avstrijci in Madžari, absolutno za Avstrijce, zaradi tega, ker so narod reda, zakonitosti, medtem ko Madžari so pa, kot lepo posrečeno pravijo sami o sebi, misbehaved Germans, se pravi Nemci, ki se slabo obnašajo. In recimo že na Hrvaškem vidiš, kakšne katastrofalne posledice je imel od 1867 do 1918 leta to, da so imeli bana madžarskega, da imaš Madžaronov bistveno več na Hrvaškem kot v Sloveniji, medtem ko, kot rečeno, mi Slovenci pa vendarle, če pogledaš, kakšen civilizacijski napredek smo doživeli recimo od velikega ljubljanskega potresa 1895 do konca črno-žolte monarhije, jaz sem prepričan, da teh 23 let je bilo najboljših let v slovenski zgodovini, kjer je slovenski narod, kljub temu, da se ni emancipiral v smislu državnosti, je v kulturnem, narodnostnem vprašanju naredil bistveno največ. Ja, Božo, zakaj recimo, če pogledamo ta severni lok naš ali pa vzhod, sever, zahod, ne? Se pravi, imamo trdo roko na zahodu, Salvini Italija, trdo roko na vzhodu, Orban na Madžarskem, pa tega Kurca v Avstriji, ne? Zakaj po tvoje, Božo, v Avstriji ni potrebe ali pa se ne uspe na oblast nek politik, ki dejansko tudi zagovarja neko trdo roko, ali pa to bolj kaže navzven, no? Glej, vse to je Bernard načel in jaz mislim, da vedno bolj se bomo vsi tega začeli zavedati, ne? Da boljše, da se asimilirajo in v Avstriji in v Sloveniji Kosovari, Srbi, Bosnjaki, Makedonci, ko pa da sem pridejo bantu črnci izpod Saharske Afrike, ne? Ali pa muslimani iz, ne bom rekel odkot, ne? Od Afganistana do Tunizije, ne? In vseeno so nam ti bližje in druga generacija je bistveno lažje asimilirana. Pa se dogaja ta asimilacija po tvoje, recimo seveda, jaz mislim, da je Avstrijci odobrava in tudi Slovenci odobravamo. Bolj Avstrijci ali so še bolj Srbi po tvoje, recimo? Ja, to je tak, ne, vedno je prva generacija razdeljena, osebnosti so razdeljene. Druga je tam, kamor hodi v šolo. Tisti, ki hodi v osnovno šolo v Avstriji, je Avstrijec, ki zna srbsko, ne?
In vse vidimo, ne? Zdaj že imamo med alpskimi smučarji, imamo že avstrijskimi alpskimi smučarji, tekmovalce z srbskimi priimki ali pa hrvaškimi priimki ali pa bosanskimi priimki. Po reprezentancah avstrijskih jih je itak polno s temi priimki. Sej to je tudi v nogometu. In Avstrija je v bistvu nastala veš, kot miks narodov južno od Bavarske, ne? In zato je Österreich. In en Sebastian Kurz je to ugotovil, je začel z retoriko proti ekstremnem islamizmu, kar je zanimivo, ne? Ker mi moramo vedeti, da v avstro-ogrski vojski leta 18 so bile tudi muslimanske vojaške čete iz Bosne. In ti so bile, ne vem, celo, ki so se borile na Soški fronti. Ja, so fese nosili. Fese so nosili, džamijo so si postavili. In ta bosanski sunitski islam očitno ni nevaren v Avstriji, vsaj onega ne percipirajo kot takega. Ne? Seveda vse ostalo, kar pa je južno od Bosne, pa je nevarno. Vidim, da tudi avstrijske obveščevalne službe, koliko pač beremo v teh njihovih medijih, spremljajo redno ekstremiste in ti običajno niso iz Balkana. Bernard, zakaj recimo v predvolilni kampanji Slovenija ni bila glavna tema ali pa zaščita avstrijske južne meje, se pravi naše severne meje, ni bila glavna tema po tvoje? Misliš zdaj za 29. septembra? Ja, zaradi tega, ker imajo sami res dovolj problemov. Mislim, to, kar se je zgodil, je sicer ustavno dopusten, da je gospa Brigitte Bierlein postala, mislim, kdo je za njo slišal? Ja, še v Avstriji je to vprašanje. Moram reči, da je popoln anonimus in po eni strani elegantnost, kako je prišlo do konstituiranja tega interregnuma med koncem maja in 29. septembrom, priča o tem, da je to etablirana država, ampak hkrati pa, da so na delu zunanje sile. Tu mislim na Evropsko ljudsko stranko, na multikulti globaliste, ki želijo vzpostaviti, po mojem, turkizno-rdečo koalicijo. Se pravi, cilj je, ker jaz v nasprotju s komentatorjem menim, da ni variante, da ÖVP dobi absolutno večino, da zelo verjetno bo dobrih 30%, ampak to bo zelo lep rezultat, zelo lep rezultat. Valoriziral bo 10%. Jaz samo upam, da bo Norbertu Hoferju uspelo konsolidirati FPÖ. Kako po tvoje vrstni red, Bernard? Se pravi, najprej ljudska stranka. Da prvi bodo ljudska stranka, drugi socialisti, žalibok, tretji svobodnjaki, in to bo veliko zadovoljstvo Bruslja, ker bo pritisk na formiranju turkizno-rdeče koalicije. Kot v Nemčiji, velika koalicija. A veš, imaš že to 48 let staro Pamelo Joy Wagner, tako pravo multikulti steklo feministko. Ja, dali so eno tako damo napram Kurcu, ne? Z vazelinarjem, to je eksplozivna mešanica, se pravi nekega Tudi po letih sta pravilno narazen, če pogledamo Macrona pa njegovo soprogo, so tudi po letih pravilno narazen. Dejansko 48, 32, izkušena ženska pa Vihral Mladenič. To bo zelo fina koalicija, vse lahko gledaš, da bo ponovitev scenarija iz Italije. S tem, da so v Italiji šli na, ne bom rekel državni udar, ker je vse znotraj ustave, ampak v bistvu menjavo oblasti brez volitev. Ja, v Avstriji imajo to srečo, da vazelinarji jadrajo na toplem zraku. Jaz moram reči, da mene to žalosti, zaradi tega, ker Avstrijci v nasprotju z Nemci so, po mojem, perspektiven narod v tem, da nimajo tako opranih možganov kot Nemci. In tudi tradicija, recimo, če gledaš od kanclerja Dollfusa, Sušnika, je ena specifična oblika konzervativne avtoritarnosti, ki je drugačna od nemške. Avstrijci, jaz trdim, kljub temu, da večina je
seveda se proklamira za Nemce, da nemštvo v Avstriji je drugačno kot v Nemčiji. Veliko več imajo seveda z Bavarci skupnega kot recimo z Prusi, ampak pomembno je kontekst pogledati. Kontekst, da se ustavlja prava desnica, populizem. Poglej, kaj so naredili Salviniju, isto delajo Hoferju. Res, da tokrat z volitvami, ne? Ampak sem prepričan, da bi recimo zelo, kar se programa tiče nominalnega, z lahkoto sestavil turkizno modro koalicijo, se pravi EVP, FPÖ, tako koalicijo, kot je bila. Ampak vprašaj se, zakaj je potem prišlo do te afere, ravno zaradi tega, ker želijo FPÖ izločiti iz koalicije in socialiste vključiti. Kar so naredili s Contejem in Renzi kombinacijo z Grilom, se pravi, vržemo ven Salvinija in kaj je rezultat? Odpremo meje Evrope. Vržemo ven FPÖ-ove ministre za obrambo, notranje zadeve in imamo kar naenkrat multikulti, ker oprosti, Aljuš, če pogledam tega Kurca, od tega Kurca nobene koristi in se bojo vrata odprla. In imaš ti vertikalo. Makedonija je padla, Srbija je padla, Hrvaška je mehka, Slovenija je vazelinska, Avstrija je in imaš v bistvu koridorje za invazijo afroarabskih muslimanov. Pot je odprta. Božo, kaj se bo po tvoje zgodilo zdaj po volitvah v Avstriji? A bo Avstrija taka država naprej, kot je bila do zdaj? Ali razmišljaš podobno kot Bernard, da bomo vendarle počasi priča nekim spremembam tudi na tem delu ordnung in disciplin, ki ga pogojno vidim, da oba danes zagovarjata v oddaji? Ja, nismo se prej razumeli. Jaz sem, da ponovim, rekel, da je vse drugo kot to, da zmaga Kurz, presenečenje. Zdaj samo vprašanje, ali bo dobil polovico parlamenta, ali več kot polovico, ali manj kot polovico. In kdorkoli bo šel koalicijo z njim, rečemo, da zgubi manj, ne, bo imel probleme, bo zgubil naslednjih volitev, bo dobil še manj. Vsi, ki so v koaliciji z mladim, perspektivnim politikom, ki je v jadra zajel ta mainstream, ne ekstrem desni populizem, bojo imeli probleme z njim vladati 4 leta. Če bojo to socialisti, bodo imeli probleme, ker bodo imeli na naslednjih volitvah manj. Če pa svobodnjaki, pa spet vprašanje, kaj bodo. Če se spet bodo razbili na 2 ali 3 stranke, ne, tako so se zdaj. In kakih velikih sprememb ne bo. Avstrija bo še naprej država blaginje, še naprej bo država, sicer res, da oni demagoško predstavljajo, zdaj smo pa s 1. septembrom smo nehali dajati državljanom Evropske unije otroške dodatke, ali kaj nekaj, ne, pa dajo kaj drugega. In to je postal prav na teh obmejnih krajih. Jaz poznam kar nekaj ljudi, ki so se specializirali, ne, da veš, razlog, da marsikdo koga pošle študirati v Graz je tudi ta, ker starši dobivajo neke bonitete tam, ne, sploh če kak firma ali pa SP tja prenesejo. Ne. In seveda, jaz ne pričakujem tu nobenih travmatičnih sprememb in to predvsem zaradi tega, ker je vse skupaj nadaljevanje oblike vladavine Franca Jožefa, stare habsburške tradicije. Mi se moramo zavedati, kako je to izgledalo takrat, ne, še pred 100 leti ali pa ne vem, 100 pa nekaj leti. Če je nekdo vkradel na pošti, 3 generacije potem njegovi potomci niso smeli dobiti službe v državnih službah, kot je pošta, kot je carina, kot je vojska, ne. In veš, to velja, ne, ta red velja, ne, se zdaj vidimo, tako očitno to, kar se je v Magni zgodilo, ne, ko je nespretno Počivalšek komentiral, je očitno šlo za konflikt odnosa do dela, ne, a veš. Ja, to je zdaj vprašanje, če imajo isto politiko v svoji fabriki v Gradcu, kakor jo imajo v svoji fabriki v Hočah, ampak to je že po moje tema za kako drugo našo naslednjo oddajo. Tole bi vas še vprašal, preden počasi zaključimo na kratko. Kdo je večji dec po vajnem? Kurz ali naš Šarec? Ja.
Zdaj, jaz to bi prepustil damam, da one odločajo. Ne? Dobro, no, ampak vse vemo, o čem sprašujem. Ne? Kdo je zdaj tisti, ki jaz to, kar smo prej govorili, ne, veš, Kurz takoj zahteva volitve, ne, Šarec pa je glasoval, edini je podprl na seji vlade prejšnji teden, ali da je to bilo 2 dni nazaj, Alenko Bratušek, ne. Vsi ostali so pa glasovali proti, oba dva sta zvita, oba dva sta prefrigana, veš, in večji dec, kaj? Kurz zmaguje volitve, Šarec pa zaenkrat še ne. Bernard, kaj ti praviš, ta dilema? Jaz mislim, da sta oba dva prvovrstna oportunista in patološka narcisa, da ne spadata v skupino politikov iz prepričanja, ampak samo to, da dostavljata rezultate, pri čemer je dejansko Kurzu uspelo že leta 2017 zmagati, mu uspelo bo od leta 2019, medtem ko gospodu Šarcu pa ni uspelo zmagati, ampak vseeno vlada, kar pomeni, da smo čudna država, da nekdo, ki ne zmaga, pa vlada. Da nismo Avstrija. Čisto nesposoben najbrž res ni. Ja, v redu. Najlepša hvala, magister Bernard Brščič, Božidar Novak, za vajne današnje komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil avstrijski volilno-aferaški 324. faktor na TV3. Gledajte nas v živo tudi jutri, ko boste naš najtrofejnejši rokometni trener Tone Tisel in naš stalni komentator Roman Vode povedala, zakaj smo Slovenci narod zmagovalcev. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.